Verdijevo napitnico Libiamo, Alfreda in Violete iz opere La Traviata, v kateri sta nastopala Klaudija Pirnat Breznik, sopran, Bogdan Stopar, tenor, pri klavirju pa je bila Mirjana Kostič. Torej, tako začenjamo naše današnje predreferendumsko srečanje ob svetovnem dnevu otrokovih pravic, ki so najbolj ranljiva skupina in jih hočemo s tem referendumom zagotoviti normalni razvoj v družini očeta in mame. Vse vas prav lepo pozdravljam. Prisrčen pozdrav pa našemu nocojšnjemu gostu, gospodu Alešu Primcu iz Koalicije Za otroka gre. Vljudno vabimo. Vabim vas po besedi. Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji in prijatelji. Jaz sem vesel, da so danes v Mariboru, še posebej sem vesel mladine. Namreč, vesel sem vas zato, ker za vas gre. Mi smo, staramo smo imeli na kmetih. In smo seveda imeli eno leto, tako kot je bilo letošnje leto ali pa lansko, zelo veliko sena. Vse prostore za seno smo imeli že polne in mi smo pa še kar naprej kosili. Pa sem rekel, mama, pa zakaj mi kosimo? A zato, da bomo imeli mrvo ali zato, da bo pokošen? Kaj pa take stvari sprašuješ, tako te prej? Zaprav, to niso bile stvari, o katerih se pogovarjali. To so bile stvari, ki so bile samoumevne. Kar ti zemlja da, to obdelaš in pobereš in moraš pobrati, ne pustiš nič vnoj. Kar ti je narava dala, to sprejmi. To ni bilo debati. No, zdaj smo prišli pa v svet, v katerem pa nič več ni tako, kot je moja stara mama misla, da se ne smemo pogovarjati. Jaz sem mislil se pogovarjati s stvari, ki so se mi zdele pomembne za razmisliti, ampak ne se niso zdele pomembne. Poglejte, zdaj smo prišli v svet, v katerem se pogovarjamo o čisto vsem. Nič več ni tako, kot je bilo, vse je lahko tudi drugače. Vključno s tem, da tudi mama in oče sta lahko drugače, moški in ženski spol lahko drugače. No in poglejte, sprejeti zakon marca letos, ki je v osnovnem družinskem zakonu naredil nekaj na videz zelo majhnih sprememb. In sicer ključna na videz majhna sprememba je to, da zakonska zveza žene in moža ni več zakonska zveza žene in moža, ampak je zveza dveh oseb. Se pravi,
Po novem bi bila zakonska zveza tudi zveza dveh oseb istega spola, dveh oseb, ki spreminjata spol, dveh oseb, ki sta spremenili spol in dveh oseb, ki se ne morate odločiti, kakšnega spola sta. Mi moramo zdaj vedeti, da imamo v svetu zelo močen tako imenovani LGBTQ lobby. L pomeni lezbični, G pomeni homoseksualni, B pomeni biseksualni, to so tisti, ki imajo spolne odnose enkrat z enimi in tudi z drugimi. T so tisti, ki spreminjajo spol. To so tisti, ki se ne počutijo dobro v svojem spolu, pa rečejo, da bi jaz spremenil spol, pa bi bil mogoče moški, pa bi bil kaj tretjega, pa bi bil kaj četrtega. Pač toliko časa, da bi najdel svoj spol. No, Q so pa tisti ljudje, ki imajo pa tako, bi rekel, prehajajoč spol, ki pa rečejo, jaz nisem definiran ne moški, ne ženska, ne to, ampak sem danes nekaj, jutri sem nekaj drugega, spol sem spet nekaj tretjega. Se pravi, vse te skupine, se pravi, so zdaj lahko, če sta dva človeka, tvorijo zakonsko zvezo in posvojijo otroka. Se pravi, to je glavna sprememba, ki jo ta zakon prinaša. In seveda, kaj to pomeni? To pomeni, da moški in ženski spol za to družbo ni več pomemben. To pomeni, da mama in oče za to družbo nista več pomembni, da otroka nista pomembni. To pomeni, seveda, da lahko delamo, kar hočemo. Kar seveda ni problem, če lahko delamo, kar hočemo odrasli med sabo. Seveda v okviru zakonov. Problem pa je, ko tukaj pride vmes otrok. Ko pa pride vmes otrok, to pa starši zelo dobro vemo, potem pa stvari v resnici ne so več take, kot so prej bile. Takrat se pa stvari zelo spremenijo. In seveda tudi v zakonu, ki ureja družinske razmere, so seveda te stvari, ki so v tem zakonu zapisane predvsem zaradi otroka. Otrok je v družbi in v družini najšibkejši člen, ki rabi posebno varstvo. In zato so vse družbe tega sveta oblikovale zvezo mame in očeta, v kateri ne bi bilo za tega otroka najlepše poskrbljeno. Ampak seveda zdaj, ko smo v družbi, ker je vse mogoče, ker nič več ni tako, kot je včasih bilo, lahko tudi to spremenimo. Zdaj se vprašamo, ali res. Ali je to res? Poglejte, dva moška, dve ženski, dva človeka, ki spreminjata spol, ki sta ga mogoče fizično spreminjala, medicinsko, ki se ne čuta v enem ali pa v drugem spolu, pa hočemo do tretjega, četrtega, leta, da vam povem, kako je to v Oxfordu, Univerza Oxford, je šla zelo daleč v tem sprejemanju različnih spolov in tam lahko vi, ko greste, izpolnite vprašalnik in vas vprašal, kakšnega spola ste in imate možnost odgovoriti, kar hočete. In potem, da vas ne bi slučajno dožalo, bo dajo tudi možnost zaimko, kako ne vas, ne bodo rekli hi, ši, ampak ste lahko g, m, z, h, karkoli. Zato, ker pač Univerza v Oxfordu priznava, da imamo tako različne številov spolov, kakor je vas tukaj. In tudi ni nujno, da imate bil vaš čas isti spol. Lahko ste tudi odločili na Oxfordu, recimo, da ne vas po podelkih učitelj kliče, oziroma ko vas bo zaimko uporabljal, reče hi, potem lahko reče g, v sredo lahko reče ž in tako naprej. Se pravi, glede na vaše občutke spola in tako naprej. In vsi ti ljudje, kjer čutijo take različne spolne identitete, sta dve osebi, ki lahko smete zakonsko zvezo in seveda posvojite otroka po novem slovenskem zakonu, če bi seveda bil podoben. Seveda boste rekli, kaj je pa to narobe? Narobe je v prvi vrsti to, da imate lahko otroka moški in ženska. Narava ni predvidela, da bi ljudje vseh mogočih spolnih spolov, tukaj ne gre niti toliko za spolne usmerjenosti, ampak za spole imeli otroke. Narava je, ker smo v katoliški šoli lahko brez problema rečemo, tudi v dejavnosti lahko brez problema rečemo, verujoči Bog je predvidel, da imate otroka lahko moški in ženska. In tega naravnega dejstva seveda ne moremo in ne smemo porušiti. In to je iz večjih razlogov. Prvi zato, ker verjetno v naravi ni naključje, da je to tako. Drugič, ker mama in oče otroku ne dasta samo življenja, ampak mu dasta tudi polovico njega samega. V vsakem od vas, vsakem od nas, je pol mame in pol očeta. Ne boste verjeli točno na polovici. Se pravi, mama in oče damo otroku identiteto. Damo mu izgled.
damo mu njegovo telo, damo mu celo njegove bolezni, oziroma lastne bolezni. Lastne bolezni prenesemo otroku. In tako naprej, in tako naprej. Se pravi, starši dajemo otrokom, tako rekoč, vse, kar smo. Dajemo jim njihovo zgodovino. Dajemo jim odgovor na vprašanje, kdo v človeškem pogledu so. Dajemo jim njihovo zgodovino in prihodnost. In kar je najbolj pomembno, dajemo jim ljubezen, ki jo lahko otroku da samo mama in oče. Žal je tako. Mi bi si lahko želeli, da bi bilo drugače. Ampak poglejte, materinske in očetovske ljubezni ni mogoče primerjati z nobeno drugo ljubeznijo na tem svetu. Prav tako ljubezni otroka do mame in očeta ni mogoče primerjati z nobeno ljubeznijo na drugo. In jaz verjamem, da nam daj v zakonu, v naših odnosih med moškimi in ženskimi škripa. Verjamem. Ampak takrat, kadar pa nam ne škripa, pa verjamem, da se strinjamo, da tudi ni lepšega, kot je čudovita dopolnjujoča ljubezen in spolnost med moškim in žensko. Nekaj najbolj posebnega, dopolnjujočega in edina okronana, tako rekoč, lahko rečemo, spolnim odnosom, ki je popoln spolni odnos združitve moškega in ženskega spolnega organa. Pa ga ni prehudo, če to rečem, šolce. Okay. Se pravi, to so stvari, ki so seveda pomembne. To so stvari, ki so naravne. To so stvari, ki imajo posledice v našem življenju, na vseh ravneh, od našega rojstva do naše smrti. In žal, se pravi, se je zgodilo v Sloveniji to, da so nekateri ljudje, večina v državnem zboru, ocenili, da je prišel čas, da se ukine ta zakonska zveza žene in moža. Da se ukine pomen mame in očeta za otroka. In seveda, oni se tega zavedajo, natančno vedo, kaj delajo, ampak pravijo, v resnici ne gre sploh za to, v resnici gre za pravice. V resnici gre za pravice, ki bi jih radi dali tudi tistim, ki jih danes nimajo. Ampak mi rečemo, poglejte, pravice niso noben problem. To bi lahko že zdavni uredili. Zakaj morate za to, da nekdo dobi neko pravico, vzeti temeljno, naravno pravico ženske in moškega? Zakaj rabite vzeti temeljno človekovo pravico ženske in moškega? Gledajte, mi morate vedeti, zakonska zveza žene in moža je po deklaraciji, splošni deklaraciji o človekovih pravicah, človekova pravica, neodtujljiva človekova pravica. Zakonska zveza žene in moža je tudi po Evropski konvenciji človekovih pravicah neodtujljiva človekova pravica. Zakaj morate vzeti to neodtujljivo človekovo pravico? Zato to bi na komuniki dali. To je naše zelo jasno vprašanje. Oni pravijo, da je cel kup nekih socialnih, ekonomskih pravic, ki bi jih radi, pa jih nimajo, pa bi jih dobili s tem, da bi ukinili zakonsko zvezo žene in moža. Mi odgovarjamo, veliko od tega, kar govorite, ni res. Veliko od tega, kar govorite, je že urejeno. Za kakšno stvar, ki pa še ni urejena, in se lahko vsi strinjamo, da ni. Ne? V tem smislu pa ni noben problem, to rešimo. In se sprašujemo, zakaj tega že 15 let nismo rešili. Ker temu v tej državi, če bi, saj jaz ne vem, nihče ne nasprotuje. Celo več. Poglejte, ko se je sprejemala zadnja pokojninska reforma v državnem zboru, se je seveda odprlo tudi vprašanje vdovske pokojnine za osebe istega spola, ki skupaj živijo v partnerstvu registrirane. In seveda, takrat je bil potem dan predlog SD-ja, da se vdovsko pokojnino omogoči tudi partnerjem istega spola. Vlada je bila proti. In seveda, imeli smo razpravo na odboru za delo, družino, socialne zadeve, kaj narediti. In takrat, poglejte, ni bilo tam, ko je šlo za te tako imenovane socialne ekonomske pravice, niti enega aktivista. Istospolnega usmernega, niti enega aktivista, ki spreminjajo spol, niti enega, če takrat pa rečemo, LGBTQ aktivista. Bili pa smo tam borci za pravice otrok in spoštovanje materinstva in očetovstva. In smo se mi zavzeli za to, da se je vdovska pokojnina zapisala v pokojninski reformi. Tako da ta zadeva, če se spomnite, vdovska pokojnina je bila ob družinskem zakoniku zelo močno izpostavljena kot huda krivica, ki se dogaja.
Ampak ko smo imeli v državnem zboru debato o tem, da se vdovska pokojnina umesti v pokojninski sistem, tam ni bilo nobenega, ki bi se boril za to pravico. Borijo pa se zdaj na vse pretege za ukinitev zakonske zveze žene in moža. Tako da, glejte, kar zadeva pravic, dajmo reči jasno in glasno, vse pravice so lahko enake med partnerima različnega spola in partnerima katerega kolik spola, dajmo zdaj reči. Zdaj ne bomo več reči istega, ker imamo toliko različnih spolov. Katerega kolik spola. Ne moremo pa pristati na to, da se jemljajo temeljne otrokove pravice in temeljne otrokove koristi, ki pa izhajajo iz tega, da ima in da pozna mamo in očeta. Poglejte, veliko ljudi ne živi z mamo in očetom. Veliko ljudi ni živelo z mamo in očetom. Jaz verjamem, da smo tudi tukaj v tej sobi ljudje različnih družinskih izkušenj. Smo ljudje iz izkušenj, kjer smo imeli lepo otroštvo, smo ljudje, pa smo živeli mame pa očete skupaj, smo ljudje za izkušnjo, kjer smo mame pa očete živeli narazen, pa smo tudi lahko imeli lepo izkušnjo mladosti. Smo iz družin, kjer smo živeli z mamo in očetom, pa ni bilo prav posebej lepe izkušnje, kjer bilo, ne vem, nasilje, alkohol, pa imamo izkušnje, kjer nismo živeli skupaj, pa tudi ni bilo lepo, je bilo še zmeraj veliko lepo. Res je mogoče. Vse je mogoče, lejte, družine niso idealne. Vse družine se soočajo s takimi drugačnimi problemi, s takimi drugačnimi stiskami, kar je seveda nič čudnega, ker smo vsi samo ljudi. Ampak, vsi pa, če nam niso starši umrli, imamo pa izkušnjo, da vemo in poznamo za mamo in očeta. Razen, če se ni zgodil, ker je zelo izreden. Velika večina to izkušnjo ima. In velika večina tudi ve, zakaj je tak, kot je. Zakaj doživlja tako, kot doživlja. Lahko kdo nosi neko jezo v srcu za svoje starše, za svojo mamo ali pa očeta. Ampak vsak na nek način notri srca pri sebi vidi, da je vendarle to njegova korenina, to njegova stvar, s katero mora razčistiti. V koaliciji za otroke gre, imamo eno punco zelo aktivno, ki je imela čudno mladost očeta, ki je bil obupen oče, ki je še danes noče pogledal. Nikoli ni sprejel. Ampak ona iz odnosa z očetom, ki ga ni tako rekoč, ki ga ne priznava, ona pa za njega ve, ima njegovo sliko, ga pozna, vsake tog časa kliče, se mu poskuša približati. Iz tega odnosa črpa na nek način to, da razčiščuje svojo življenjsko usodo in na nek način gradi svojo osebnost. Ker dokler tega ni delala, je rekla, da je zelo trpela. Zelo trpela. Poglejte, kaj se dogaja celo z otroki, ki jim mama ali pa oče umrejo. Pravijo, ja, tistemu je pa mama ali pa oče umrl v mladosti, pa nima mama ali pa očeta. Ni res. To je zelo daleč od tega, da je bilo res. Jaz imam celo izkušnjo, da otroci, ki niso živeli nikoli z mamo in očetom, ker jim mogoče umrl še pred rojstvom, imajo izjemno vez s tem pokojnim mamo in očetom. In zelo pogosto se zgodi, da imajo ti otroci iste poklice in iste hobije, kot jih imel oče pa mama, ki je umrl še pred njegovo smrtjo. Tako je velika želja potem, da bi spoznal življenje svojega očeta pa mama. Tako velika želja, da bi najdel svoje korenine, da se potem v tem iskanju korenin odloči za zelo podobno pot. Morda tudi poznate, kaj še tako. Se pravi, ni res, kar pravijo, da mama in oče nista pomembna. Ni res, da je za otroka pomembno samo, da živi v nekem ljubečem odnosu. Mama in oče sta pomembna. In mama in oče sta pomembna tako za otroka, kot za odnos med sabo. Pomembna je tako relacija odnosa ljubezni iz strani otroka do mame in očeta in strani mame in očeta do otroka. To so najglobje naše čustva, najbolj temeljne naše čustva, ki si jih enostavno, kot državljanki in državljani, ne smemo in moramo vzeti. Zdaj smo v koaliciji za otroke zelo veseli, da smo uspeli pripeljati, po hudih mukah lahko rečem, po mnogih polenih, ki smo jih dobili pod noge, vržene do tega, da bomo lahko 20. decembra o teh stvareh odločili na referendumu. In pogledajte, to bo, mi pravimo, najlepši referendum na svetu. Zakaj?
Zato, ker so stvari, o katerih se bo na tem referendumu odločilo, najlepše stvari na svetu. To je ljubezen. To je ljubezen med mamo in otrokom. To je ljubezen med otrokom in očetom. To je ljubezen med otrokom in mamo v drugi smeri. Se pravi, ljubezen med mame do otroka in otroka do mame. To so čudovite vezi, ki trajajo vse življenje. Tudi če bolijo, tudi če se prelomijo, tudi če pride do zavrnitve. Zato vas res lepo prosim, da vsak v sebi razmislimo, kaj nam te stvari pomenijo. Ali je res to, kar nam mediji iz dneva v dan perejo možgane, da te stvari niso pomembne. In če se boste po poglobitvi v te stvari odločili, da greste na referendum, vas lepo in boste glasovali proti, vas lepo prosim, da ne ostanete pri tem. Ampak dajte to svoje spoznanje deliti naprej. Dajte to svoje spoznanje širiti med ljudmi v svojem krogu. Poglejte, mediji v Sloveniji že 15 let zelo načrtno izvajajo kampanje v to smer, da bi te stvari, o katerih zdaj govorim, verjamem, da so pomembne velikemu, največjemu številu, najširši množici v tej državi, da bi nam te stvari postale tuji. In tega ne bodo nehali delati v naslednjem mesecu. Če bomo želeli, da se bomo začeli ljudje spraševati o teh stvarih in se odločati, kaj narediti na tem referendumu, moramo v akcijo stopiti vsi. Ker mediji, kot rečeno, potem ne bodo pomagali. In v koaliciji za otroke gre predlagamo, da si vsak izmed nas, ki je danes že odločen in prepričan, da bo šel na referendum in glasoval proti, zada za nalogo, da bo k temu pridobil še 5 ljudi. Da bo spodbudil k razmisleku še 5 ljudi in da bo s srčnim nagovorom, ne z siljenjem ali s kakršnimkoli drugačnim usiljevanjem, spodbudil ljudi k razmisleku in jih poskusil ozavestiti o tem, kako pomembne so te stvari, kako pomemben je razmislek. Glede, jaz sem trdno prepričan. Če bomo začeli razmišljati o teh stvarih, o katerih se zdaj pogovarjamo, bo velika večina ljudi začela in znova najdla tiste najbolj notranje občutke, ki nas vežejo v družini. Tako da vabim vas, da pristopimo k tej naši tako imenovani akciji petka. Mi rečemo, petka je naše delo do referenduma. Poglejte, mi imamo v skladu z najnovejšo referendumsko ureditvijo nekoliko težje delo, kot smo ga imeli leta 2012. Tokrat ne bo zadost, da bo prišlo na referendum več ljudi, ki bodo glasovali proti kot za. Tokrat bo treba doseči to, da bo več ljudi glasovalo proti kot za, hkrati pa nas bo moralo na referendum prijeti okrog 345.000. To je, lahko rečemo na prvi pogled, zelo velika številka. Lahko rečemo številka, ki presega čisto vsakega izmed nas. Zato vas lepo prosim, dragi moji, ne se s tem ukvarjati. Ne vas ta številka ne odvrača od tega, da bi naredili tisto, kar pa lahko vsak od vas naredi. Lepo prosim, ne se obremenjevati številko 345.000 od tega trenutka naprej, če se slučajno kdo kdaj obremenjeval. Ne se obremenjevati s tem, ali bomo zbrali ali ne bomo. Ukvarjajmo se s tem, kaj lahko jaz naredim. In sem prepričan, da vsak od vas lahko spodbudi k razmisleku in k temu, da se bo za udeležbo na referendum glasovanje proti odločilo 5 ljudi. To ne bo cilj in če boste ta vaš cilj izpolnili, vam lahko rečem, da boste izpolnili cilj, ki se ga kot odgovoren državljanka, ki spoštujete mamo in očeta, izpeljali in ste naredili svojo nalogo za obrambo teh temeljnih vrednot. Seveda to ne pomeni, če bi kdo hotel dobiti 6, 7 ali pa 8 ali pa 10 ali pa 20, tega ne sme narediti. Delež od tega, lahko greste naprej. Ampak lepo vas prosim, dajte narediti vsaj to, da boste pridobili 5 ljudi. Zdaj smo sicer v mariborski nadškofiji, ampak dovoljte mi, da vendarle se spomnim ene pridige nadškofa Zoreta, ljubljanskega nadškofa. Ko je odhajal na sinodo v Rim, na sinodo v družini, je imel eno zelo zanimivo pridigo. Veste, naš nadškof v Ljubljani je tak, da nas vedno znova, ko nas seveda podpre, zraven še malo ošvrkne.
Nekako tak je. In hvala Bogu, da je tak. No, in tukaj je seveda rekel, zelo pomembno je, da katoličani, kristijani, vsi ljudi dobre volje, delamo vse, kar je v naši moči, da referendum uspe in da bomo na referendumu zavrnili te stvari, ki so nesprejemljive. Hkrati pa, poslušajte, kaj je pa zdaj rekel, hkrati pa lahko naprej vemo, da bomo zelo malo naredili, čez vseh teh prizadevanj ne bomo prišli kot boljši mame in očetje, kot boljše družine. Zato vas vabim in prosim, da vse, kar boste delali v okviru referendumskih prizadevanj, delate tudi za mislijo na vaše lastne družine, mislijo na vaše lastne žene, na vaše lastne može, z mislijo na to, kakšen mož, kakšna žena sem. In da vse delate tudi v to smer, kako boste okrepili to svojo materinsko, očetovsko vlogo v družini. Dajte se zamisliti, dajte se izboljšati. Rekel, tako, na ta način, ko boste začeli pri sebi, boste daleč najboljši pričevalci. No, in v tem smislu je rekel, jaz si želim, da bi v Sloveniji ponovno začeli spoštovati zaobljubo, zavezo. Je rekel, če dalje manj ljudi se poroča. Če dalje manj ljudi se tudi crkveno poroča. Rekel, to je velika žalost. Ampak to ni žalost samo z tega vidika, da se ne potrudimo preko zakrmenta pripeljati Boga v naš odnos. Rekel, to je škoda tudi z vidika odnosa samega. Rekel, zaveza, obljuba, ki jo dajemo na poročni dan, na dan, ko sklenemo zakonsko zvezo, je namenjena težkim časom. Je rekel, ko gremo skozi proces odločanja za to obljubo in za obljubo, gremo skozi zelo pomemben proces v življenju. In če to obljubo v tem tudi potrdimo, se zavežemo, rekel, nam lahko ta obljuba zelo pomaga v težkih časih, ki v družini vedno znova pridejo. Ko enostavno mogoče nekaj časa v družini, v odnosu med ženo in možem, ni drugega kot zgolj in samo ustrajanje na obljubi, ker nimaš nič drugega, na kar bi se lahko oprijel. Ampak če saj to imaš, potem morda lahko rešiš zakon in družino. Če ti tega nimaš, grejo stvari še prej svojo pot. No in smo rekli, potem, če je tako v zakonski zvezi, in seveda hvala Bogu, da imamo naš kofa, da nam je to enkrat povedal, ker recimo te stvari se nikoli na ta način razmišljal, pravimo, da tudi marsikdo od vas ne. Smo rekli, dajmo povabiti naše ljudi, ki so pripravljeni na referendum, da tudi sami sklenejo neko zavezo, obljubo pred referendumom. Zakaj? Tudi nam, ki se bomo potrudili, da bomo pridobili na referendumu 5 ljudi, ne bo lahko. Bomo naleteli na nasprotovanje. Bomo naleteli na to, da nas bo kdo zelo grdo zavrnil, da nam bo kdo vrgel v obraz kakšno besedo, ki nas bo zelo bolela. In takrat se bo treba zelo, zelo resno spomniti, kakšno obljubo sem jaz dal in zakaj sem se enkrat pred nekaj dnevi odločil. Zato predlagamo, da res vzamemo to zloženko kot učbenik naše poti do referenduma in uresničitve naše obljube. In predlagamo, tukaj se imamo, poglejte, zavezo. Odločila sem se, da bom šla na referendum in glasovala proti. Ne glede na datum referenduma, vreme ali počutje. Odločila sem se, da bom podeležbe na referendumu srcem spodbudil, se pravi ne z kakršnim drugim načinjem, ampak srcem, s pričevanjem, spodbudila 5 ljudi svoje družine, službe in okolja. Tukaj zraven nismo napisali, pa dobište sami, in da bom zato, da bom obljubo izpolnil, vsak dan molil. Ker vemo, da brez molitve so naša dela lahko zelo hitro prazna in jih ne izpeljemo do konca. Se pravi, mi predlagamo, se to podpiše, da se ta zaveza skleden sam sabo, če povabimo Boga, in seveda potem damo to našo složenko nekam na zelo vidno mesto, ker nam bo spominjala dan za dnem, da smo nekaj obljubili. Ker se vemo, kako je to. Ko bomo odšli od tukaj, bomo vsi imeli zelo veliko dela. Jaz sem pripričan, da že zdaj vsi v glavi razmišljate, kaj boste delali takoj, ko pridete od tukaj. Ampak to ni ena stvar. To je že danes 10 stvari. Za jutri pa vredno v glavi vsakega, mogoče tudi 100 stvari. In kar vas vabimo je, da ne pozabite, da bi bila to vsaj ena od teh 100 stvari in da ne pozabite, da bi bila to vsaj ena od prvih 10 stvari jutri in
to vsak dan do referenduma. Ker se bojimo, če ne bo. Žal ne boste izpolnili obljube in zaveze, tudi če ste danes prepričani, da vam je to malca narediti. In seveda potem se zna zgoditi, da če bi slučajno zadeva ne uspela, da se bomo učili, zakaj bi se učila, če lahko nekaj naredimo. In potem smo čisti sami pred sabo in rečemo, smo naredili svoje. Tisto, kar ne bi bilo naročeno, kar so rekli, da moramo narediti, pa bomo vse skupaj rešili, sem naredil. In se sami pred sabo čisti. In potem tudi, če bi se slučajno kakšne posledice dogajali, ki bodo hude, če bi bil ta zakon sprejet, verjamem, da ne bo. Boste rekli, lejte, naredil sem vse, kar je v moji moči. In se ne boste tolkli po glavi, če bojo potem te posledice take, da boste zelo trpeli zaradi njih. Ste rekli, vse, nisem bil toliko neumen, da nisem v Bogu, sem ne da žal ljubim. Pak verjamem, če bomo tako razumeli, ko zdaj govorim, ne bo premalo. Nas bo toliko, kot nas mora biti. In k tej akciji in k tej zavezi vas seveda zdaj prosim. Ker pa seveda moramo človeku, če ga hočemo prepričati, če ga hočemo spodbuditi, k razmisleku tudi nekaj povedati, in ker imamo, jaz ne vem zakaj, ob tej temi kristijani hude težave. Pa ne smo kristijani, tudi vsi ostali. Imamo občutek, da tisti, ki razmišljajo drugače in delajo drugače, mnogo bolj znajo govoriti kot mi. Imamo sicer občutek, da smo 100% pripričani, da imamo nekaj prav, ampak moramo to v pogovoru povedati, imamo občutek, da smo tako slabi, da smo rajši večino kar tiho. In se tako potem dogaja, da celo v kakšni katoliški šoli, pa ne mislim tukaj na vašo, mogoče tudi na vaši tako, da so bolj glasni tisti, ki bi otroku vzeli mamo in očeta, kot pa tisti, ki zagovarjajo spoštovanje temnih otrokovih pravic in mame in očeta. To se že dogaja. To se že dogaja. In zato smo rekli, ne, na ta način ne moramo ljudi pustiti, da bodo ves čas imeli občutek, kako nekih stvari ne vejo, da ne znajo povedati, da smo napisali, tukaj sredi krat, najprej razloženo, zakaj pri zakonu gre. Potem smo napisali, katere stvari so najbolj problematične. In potem smo napisali še nekaj kratkih argumentov, ki jih lahko navedete ljudem, zakaj predlagate, da razmislijo, da bi naredili na referendumu tako kot vi. No, in ko boste to preštudirali, ne rabite več kot 10 minut časa, in ko boste sklenili zavezo, potem, verjemte mi, ste opremljeni z argumenti in ste opremljeni z obljubo in manjka samo še molitev. In ko boste še redno molitev imeli na dnevnem redu zapisano, potem ste pripravljeni, da greste med ljudi. Kako bo, ko boste šli med ljudmi kot neke vrste apostoli resnice, apostoli temeljnih naravnih dejstev, in za kristijane verjamem, da mnogo ljudi kot apostoli Boga, je že Jezus nam povedal, prav lahko nam ne bo. Bomo imeli nasprotovanje, bomo imeli težave, se bomo mnogokrat čudno počutili, ampak eno obljubo pa imamo. Vedno bomo v Božjem objemu. Vedno bomo na pravi strani. Ko delamo te stvari, ne moremo biti na napačni strani. To je pa občutek, ki je neprecenljiv. In verjete mi, lejte, jaz se s temi stvarmi ukvarjam zdaj že 14-15 let. Marsikaj sem v življenju delal, marsikaj počel, za marsikaj tudi že obžaloval, se ne bodo razumeli narobe, marsikaj narobe naredil, ampak nikoli do zdaj pa nisem imel občutka, da ko se borimo za te stvari, nismo 100% na pravi strani. In verjamem, da ga tudi vi ne boste imeli. In to je čudovit občutek. Pot ni lahka, občutki na tej poti, na teh konstantnih duhovnih vajah so pa čudoviti in lepi. Tako da jaz vas na to pot vabim in verjamem, da če se nas bo po tej poti odpravilo zadosti veliko, da bomo tudi 20. decembra lahko veseli. Poglejte, kar zadeva 20. decembra. Prej sem rekel, ne se obremenjevati s številko 345 000, ki je velika številka. Jaz vas prosim še eno stvar, ne se obremenjevati tudi z rezultatom. Ne se obremenjevati z rezultatom. A je kdo tukaj iz delavnic molitev in življenja? Evo, nekaj vas je. Ignacio Laranjaga iz delavnic molitev in življenja ima čudovito življenjsko vodilo, ki nam ga je sporočil. Ukvarjajmo se s stvarmi, na katere imamo vpliv.
in se ne ukvarjamo s stvarmi, na katere nimamo nobenega vpliva. To je vir notranjega miru. In še eno stvar je rekel. Ljudje se ukvarjamo s tem, kar lahko sami naredimo. Rezultat pa prepustimo Bogu. Ne se obremenjevati z rezultatom. Ker nikoli ne vemo, kakšna je Božja volja. Poglejte, tudi, ne se sliši še tako krivoversko. Ne vemo, kaj je Božja volja na tem rezultatu tega referenduma. Zakaj Bog misli, da je dober tak pa drugačen rezultat? Ne vemo. Trdno smo pa prepričani, da je Božja volja, da se borimo za mamo in očeta. To smo pa lahko trdno prepričani. In na to pot prizadevanj za spoštovanje mamo in očeta vas vabimo in kot rečeno, ne obremenjujemo se stvarmi, na katere nimamo vpliva. In tako, če bomo tako delali, sem prepričan, da bo 20. december vesel dan za nas čisto vse. Da bo to dan našega osebnega, duhovnega in človeškega ponosa, ko bomo lahko z mirom v srcu pričakovali ta dan. In bomo na nek način ljudje, ki se bodo počutili pokončni, pogumni, ki bodo spoštovali druge in sebe in ki bodo na nek način v tem procesu enomesečnem dozoreli. Če hočete, bomo dozoreli v boljše, bolj duhovne ljudi. Za mene so te stvari konstantne duhovne vaje. In jaz samega sebe iz 15 let ne poznam. In pripričan sem, da bo marsikdo od vas tudi po tem mesecu, ko bo šel po tej poti, ugotovo, da samega sebe ne pozna. Ugotovo bo, da je sposoben mnogo več, kot danes misli, da je. Evo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Aleš. Torej, verjamem, da bomo predreferendumski čas vsi skupaj zelo dobro izkoristili in pripravili slovenski narod za resnično pravo odločitev. Namreč stopiti v bran našim otrokom in jih zaščititi. Nikako ne smemo zamuditi priložnosti in naša dolžnost je, da se prav vsi udeležimo referenduma 20. decembra in glasujemo proti zakonu, ki se želi uveljaviti. Vabim vas, da se za trenutek ustavite še v predverju dvorane, kjer bomo lahko v osebnem kontaktu premleli še kakšen vidik perečega vprašanja in se založili z loženkami, s katerimi vas vabim, da pristopamo k ljudem. Iskrena hvala Zavodu Antona Martina Slomška, da so nam dali na razpolago to čudovito dvorano in obogatili srečanje z glasbenim nastopom. Hvala lepa še enkrat.